Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo gostili predstavnike 3 karitativnih ustanov Slovenije, saj zaznamujemo Svetovni dan ubogih. Slišali boste tudi stališče največjih verskih skupnosti o prihajajočem referendumu. Najprej pa nekaj oznanil. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu. Danes je 33. nedelja med letom god Svete Marijete Škotske, kraljice. Jutri se bomo spomnili Elizabete Ogrske, redovnice. V torek pa posvetitve bazilik svetih Petra in Pavla, to bo tudi god Svete Filipine, redovnice, in Romana Cezarejskega, diakona in mučenca. V sredo 19. novembra goduje sveta Matilda, redovnica in mistkinja, tudi Neža Asiška, devica. Za četrtek so na svetniškem koledarju imena Edmund Kralj, Gelazi prvi papež in Marija Fortunata Viti, redovnica. V petek darovanje device Marije, tudi god Mavra Porečkega, škofa in mučenca. Spomnili se bomo tudi Marije Jezusa dobrega pastirja, redovne ustanoviteljice. V soboto bo god svete Cecilije, Cilke, device in mučenke. Godovala bosta tudi Marko in Štefan, mučenca. Prihodne nedelje bo nedelja Kristusa kralja vesoljstva, god Klemena I, papeža in mučenca, ter Kolumbana, opata, irskega misionarja. V današnjem gospodovem dnevu. Danes na 33. nedeljo med letom obhajamo tudi 9. svetovni dan revnih in 20. svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Vstopamo v 21. teden zaporov z naslovom Božja beseda ni vklenjena. Na Kureščku bo danes ob 10:30 sveta maša za spoštovanje svetosti življenja. Daroval jo bo ljubljanski pomožni škof Jamnik. Na Rakovniku v Ljubljani pa bo po sveti maši ob 11:30 nedeljska kava s pogovornim omizjem z gosti na temo spoštovanje trpljenja in življenja. V župnijski cerkvi svetega Janeza Boska v Mariboru bodo danes praznovali 10-letnico blagoslovitve cerkve in posvetitve oltarja. Sveto mašo bo daroval mariborski nadškof Cvikl. Ob omenjenem svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč bo v ljubljanski stolnici sveta maša ob 12:30. Daroval jo bo Miroš Libar, somaševal bo stolni prošt Jožef Lap. V Cirkulanah bo ob 16:00 dobrodelni koncert Tonija Brinjevca, namenjen podpori snemanju filma o svetosti življenja. Dobrodelni koncert v organizaciji župnijske Karitas Hoče bo tudi v tamkajšnjem kulturnem domu ob 17:00. Dobrodelna prireditev, na katero vabimo tudi z enim naših obvestil, bo v župniji svetega Martina v kulturnem domu Kamnica pri Mariboru začetkom ob 17:00. Ponedeljek. V ljubljanski stolnici bo jutri ob 18:30 sveta maša ob plenarnem zasedanju Slovenske škofovske konference. V Mariboru, v veliki predavalnici Alma Mater Europeja, se bodo začeli Nikodemovi večeri Vera, upanje, ljubezen. Že jutri ob 19:00 in nato iz dneva v dan z različnimi temami pod istim geslom. Torek. V torek ob 20:00 bo v prostorih jezuitskega kolegija v Ljubljani večerna akademija z naslovom Kako deluje spomin. Sreda. V mariborski stolnici bo v sredo ob 8:30 začetek molitve za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Ob 10:00 bo sveta maša. Sakralni abonma vabi na koncert baročne glasbe za flavto, violino in čembalo v Uršulinsko cerkev Svete Trojice v Ljubljani v sredo ob 19:30. Četrtek. V Univerzitetni knjižnici Maribor v Glazerjevi dvorani bodo v četrtek ob 11:30 predstavili zbornik ob 100-letnici rojstva Jožeta Reichmana. V Murski Soboti pa bodo tamkajšnji pokrajinski in študijski knjižnici in stolnici odprli skupinsko razstavo Odsevi upanja. V Celju bo v četrtek ob 19:00 predavanje za starše, učitelje in vzgojitelje z Markom Juhantom v tamkajšnjem domu Sveti Jožef. V
V Dolnjem Logatcu pa bo ob 19. v četrtek ob 7. zvečer torej talk show s Pavletom Ravnohribom in Maticem Vidicem. Predavanje patra dr. Edvarda Kovača o Frančišku in Leonu, dveh papežih, dveh teologijah in eni cerkvi, bo v Stolnem župnišču v tamkajšnji Baragovi dvorani v Ljubljani v četrtek ob 19:15. Petek. V župniji Velika Polana bo v petek ob 16:30 redni mesečni molitveni halasov shod, svetomašo ob 17. Odmik za ženske se bo začel v Ignacijevem domu duhovnosti ob 17:30. Pri svetem Petru v Črnomlju pa bo v petek ob 18. po sveti maši posvetitev Mariji za popolno predanost Jezusu Kristusu po navodilih svetega Ludvika Monfortskega. V Stični bo v petek konferenca Life Teen Slovenija. V tamkajšnji Opatiji se bo začela ob 18. In še ženski večer z naslovom Vredna sem, ki bo v zavodu svetega Stanislava v dvorani Matije Tomca v petek ob 19. Sobota. V osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku se bo odvila 7. mednarodna konferenca o vzgoji za ljubezen do domovine in države. V soboto se bo torej začela in iztekla. V podružni cerkvi Svete Neže v Libojah pa bo duhovna obnova za sodelavce pri dobrodelnosti. Vodil jo bo škof Matjaž, začela se bo v soboto ob 9. Na Teološki fakulteti v Ljubljani bo v soboto od 9. naprej študijsko posvetovanje o umetni inteligenci, priložnostih, pasteh in izzivih za katehezo. V Mariboru pa bo srečanje za birmance mariborske nadškofije. V športni dvorani na Vrbanski začelo se bo ob 9. V župnijski cerkvi v Nazarjah bo v soboto ob 10. začetek praznovanja 400-letnice Loretske kapele v Nazarjah z ustvarjalno delavnico za otroke. Župnija Otlica pa vabi v župnijsko cerkev Angelov varuhov v soboto ob 10. Ob praznovanju godu svete Cecilije bo škof Štumpf izročil odličje svetih Cirila in Metoda Katarini Vidmar za zvesto služenje cerkvi med Slovenci. V župnijski cerkvi svetega Danijela v Dornberku pa bodo v soboto ob 20. predstavili nov album slavilnih pesmi z naslovom K Bogu ozrite se. Predstavitveni koncert, torej v Dornberku, soboto ob 8. zvečer. Nedelja. Prihodna nedelja bo nedelja Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, to bo tudi 40. svetovni dan mladih. V ljubljanski stolnici bo slovesno ob 9. svetomašo bo daroval nadškof Zore. Sveta maša na praznik Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, bo tudi v župnijski cerkvi svetega Andreja v svetem Andražu nad Polzelo, prav tako ob 9. mašo bo daroval škof Matjaž. Med slovesno mašo v novomeški stolnici pa bodo podelili tudi diplome katehetsko-pastoralne šole. Tam bo maša ob 10. Nadškof Zore bo daroval sveto mašo, tudi sklenil dekanijski misijon Kranj na Brezjah v baziliki Narodnem svetišču Marije Pomagaj ob 16. Na Sveti Gori pri Gorici bodo v nedeljo ob 16. predstavili obsežno študijo dr. Mateja Hriberška Kronanje Marijine milostne podobe na Sveti Gori leta 1717. V Šentvidu pri Stični, v tamkajšnji župnijski cerkvi, pa bo v nedeljo ob 18. orgelski cikel zvočne impresije romantike z domačimi in tujimi virtuozi. Klasično, moderno, so zapisali v vabilo. Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Na današnjo nedeljo v Katoliški cerkvi obhajamo že 9. svetovni dan ubogih. Ob tej priložnosti smo k pogovoru povabili 3 predstavnike iz koordinacije karitativnih ustanov pri Slovenski škohovski konferenci. Z nami so predsednik društva Malteška pomoč Slovenije Roman Vučank, Urška Smerkolj z društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in generalna tajnica Škofijske Karitas Ljubljana Alenka Petek. Vsi lepo pozdravljeni v našem studiu. Gospod Roman, kako gledate na ta dan, ki ga je določil pokojni papež Frančišek? Tudi vprašanje za vse, seveda, kaj bi kot organizacije, ki pomagate najšibkejšim in obrobnim, na ta dan posredovali kot glavno sporočilo širši družbi in pa državi. Najprej hvala za povabilo k tej oddaji. Zdi se mi, da je
taka ena opomba v obliki svetovnega dneva ubogih zelo pomembna za našo družbo, da ne pozabimo, da ubogi obstajajo, praktično so vedno z nami, so del družbe, niso samo kot neki dodatek in spremljevalec, ampak so prav del človeške družbe, in da se mogoče na ta dan tudi malo osredotočimo svoje misli, ne samo na to, da ugotovimo, na kak način lahko pomagamo. Govorim o materialni pomoči, recimo ta oblika oboštva, ki nam je najbolj nekako blizu. Pomislimo najprej na materialno revščino, ne? Ampak revščina je samo del oboštva. Po drugi strani pomislimo na svoj odnos do tistih, ki so ubogi. Spet pravim, materialna revščina je ena plat, potem imamo pa tukaj še veliko, veliko drugih oblik stisk, trpljenja, načinov življenja, ki človeka, ki za temi stiskami trpi, omejuje pri polnem življenju, ki bi ga lahko ta oseba imela ali pa ta skupnost imela. No, in v tretjem, nekako na tretji ravni nas pa tudi ta svetovni dan ubogih tudi spodbudi, da ugotovimo, kako tudi mi nismo imuni na uboštvo. Vsakemu se lahko pripeti, vsak lahko izkusi marsikaj, ne da si tega želimo, ampak okoliščine lahko pripeljejo, in mislim, da živimo v dovolj zanimivih časih, da se to zelo, zelo dogaja. Tako da z tega vidika je svetovni dan ubogih res krasen poziv k fokusirani misli in seveda poziv k delovanju. Kako v Karitas gledate na današnji svetovni dan ubogih? Kakšno sporočilo menite, da prinaša? Ja, v prvi vrsti se nam zdi pomembno, da se nekako osredotočimo na to družbeno odgovornost, družbeno solidarnost in tudi človekovo dostojanstvo v tem smislu, da ni ta dan namenjen samo tem osebam, ki so najranljivejše v naši družbi, ampak da je namenjen tudi nam, da se zazremo vase, da pogledamo vase in da spregovorimo oziroma vidimo tudi naš odnos do teh najbolj ubogih. V prvi vrsti je zelo pomembno, da pomagamo oziroma da ustvarjamo družbo, ki bo znala poskrbeti za te najbolj uboge. To znotraj teh naših humanitarnih, karitativnih skupin vsekakor delamo in ustvarjamo in pripomoremo k temu. Je pa vsekakor pomembno, tako kot je že moj sogovornik prej povedal, da ni najpomembnejša ta materialno uboštvo. V zadnjem času prihaja v ospredje vse kaj drugega, vse za to materialnim uboštvom, materialno stisko, skrite druge stiske, in danes lahko govorimo o nekem razširjenem uboštvu, ne samo na materialnem nivoju, ampak tudi na nivoju odnosov, na nivoju vseh teh drugih druženja, osamljenosti in vsega tega, kar vsekakor tudi spada pod to uboštvo, če človek nima razvitih teh nivojev, teh oblik. Za to okroglo mizo, če lahko tako rečemo, se nam je pridružila tudi gospa Urška Smerkolj, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Še vaš pogled na današnji dan? Ja, včeraj, ko sem se pripravljala na pogovor, sem malo pogledala, v bistvu od leta 2017 obhajamo ta dan, in v svoji prvi poslanici na to temo je papež Frančišek takrat povabil vse kristjane, da ne bi gledali na uboge le kot na prejemnike prostovoljskih ali pa dobrodelnih praks, ampak povabil nas je, naj se z njimi srečamo, naj se jim približamo in se jih dotaknemo in smo z njimi. In tukaj nam je dal za zgled svetega Frančiška Asiškega, in če se spomnimo te zgodbe njegove, on se je ubogim lahko približal šele, ko je sam sprejel najprej svoje uboštvo. In mislim, da je z nami danes enako. Pač na nek način, dokler si zatiskamo oči pred lastnim uboštvom, ne moremo biti v globini sočutni, oziroma nasprotno je nevarno celo, da kljub temu, da pomagamo, nekje odzadaj se razvije en mogoče celo prezir do ubogih. Tako da se mi zdi, da danes je to en izziv, ker se mi zdi, da tako kot recimo v družinah, kot tudi mogoče tudi v župnijah ali pa v nekih naših skupnostih, tudi v naši cerkvi, večkrat si težko priznamo, da imamo tudi sami probleme, da imamo svoje težave, priznamo drug drugemu, da nam ne gre, da smo razočarani, in na nek način to revščino, ki je v nas, pa je v resnici zelo človeška, nič posebnega, odrivamo, namesto da bi se z njo srečali.
in jo na nek način celo vzljubili, zato da bi lahko potem iskali odgovore nanjo. In se nam zdi, da vkolikor ne zmoremo sprejeti te osebne revščine, odrivamo potem avtomatsko to revščino nekam na rob, se pravi na rob naših mest, naše družbe, tudi pogosto žal za cerkvena vrata. Zato mislim, da bi lahko bil izziv in spodbuda obhajanja dneva ubogih v tem, da si kot kristjani tudi v cerkvi priznamo revščino, ki jo doživljamo tudi sami v odnosih, v odtujenosti, v individualizmu, v raznih odvisnostih in praznini. In potem ne bomo več tisti, ki oddaleč gledamo zviška, recimo na uboge, ampak smo z njimi, ker jih lahko razumemo, ker smo lahko sočutni. In potem z njimi iščemo odgovore na revščino, ki jo poznamo. V tem vidim izziv. Ste pa karitativne ustanove, vedno imate pred seboj nove izzive. Po eni strani se te materialne dobrine kopičejo, je vsega preveč, po drugi strani pa je vse več socialne izključenosti, poglabljanja obstoječih stisk, kot ste tudi že sami opazili in povedali. Kako si prizadevate, da bi v teh trenutkih, v teh časih, kako bi dosegli pomoči potrebne, kdaj se še posebej odzivate, na kakšne okoliščine, na kaj se torej opirate? Gospod Roman Vučank. Društvo Malteška pomoč Slovenije je sestavni del večje skupnosti, ki se ji reče Skupnost Malteškega reda. In če začnem od vrha, Malteški red je laični verski red katoliške cerkve in je več kot 900 let star. Od začetka z enakim poslanstvom deluje po karizmi zaščite vere in služenja ubogim. Ko rečem služenja, mislim to v polnem pomenu besede, ne le samo pomagati, se pravi občasno prihajati, deliti kaj in potem se spet vrniti v neke druge tire, ampak služenja, kar pomeni ostati z ubogimi, kolikor je to možno. Seveda se ravno to spremembo časov razumemo pri nas. Veliko se spreminja, same stiske doživljamo v svoji srčiki kot zelo podobne. To se ne spreminja. Spreminjajo se pa okoliščine. Včasih razlagam, da je to kot neke vrste kaleidoskop, ko imamo vedno enake delce noter, vendar z obračanjem dobivamo vedno različne slike, ki so pa zelo pomembne in se nanje moramo kot organizacija prilagajati. Se pravi, če se kot posamezniki, kristjani, katoliki, ljudje, ki si želimo biti bolj empatični do svojih soljudi, če smo v tem enaki, pa kot organizacija moramo biti veliko bolj prilagodljivi, ampak mislim, da je to stvar za številne druge pogovore, kako do tega priti in kaj se s tem dogaja. Ja, seveda, delujemo pa tako, kot red, nekako smo, če na grobo opišem, imamo člane tega reda, ki imajo svoje redovne obveznosti in tako naprej, redovniki kot taki v različnih oblikah, ampak mogoče za danes malo bolj je perspektiva ena malo bolj, ko bi rekel, zanimiva, če rečem, kot prostovoljci. Vem, da bomo o tem še malo kasneje govorili, vendar to je pa neka druga zadeva. To pa ni redovna obveznost, ampak je dar. Prostovoljc svoj čas daruje v namen služenja, v namen pomoči oziroma kakorkoli drugačen pristop. Delujemo pa seveda v Sloveniji na ta način, da na začetku želimo pristopiti k pomoči potrebnim, stiki se vzpostavljajo na najrazličnejše načine, ali ljudje stopijo v stik z nami, ali pride do nekih spoznavanj preko tretjih oseb, ali pa gre že za žal zelo utečene zadeve, ki jih potem podedujemo od drugje, ampak so to stalnica družbe. To ne vem, najbolj izpostavljeno recimo skrb za bolne, skrb za ostarele, skrb za manjšine in tako naprej, pač ni nekaj novega. Nove stvari pa so recimo v podobi ubogi v podobi beguncev recimo, ali pa migrantov, ali pa kakorkoli. Ob tem spomnim, da ravno v tem času nekako se spomnimo na 10. obletnico tiste velike krize, ki nas je tudi preoblikovala v razmišljanju in delovanju, vmes pa še COVID in še marsikaj. Tako da kot organizacija se poskušamo temu prilagajati. Najbolj se je treba prilagajati na nekih tehničnih zadevah, ki so pa zelo pomembne. To je recimo financiranje dela, financiranje programov in to mislim, da je vsakoletno veliko delo, velik trud, ki verjamem, da si delimo to v vseh ostalih sorodnih humanitarnih in karitativnih organizacijah. In to se ne neha, spreminja se pa mogoče iz leta v leto, opažam osebno, včasih tudi kakšen pristop, dostop, kakšna leta so bliže ušesa, ki bolje prisluhnejo, bolje razumejo,
so pa kakšna leta, kjer pa je tega razumevanja mogoče malo manj oziroma niso prioriteta. Gospa Alenka Petek. Ja, tudi pri nas pri Karitasu se vsekakor srečujemo z vsakoletnimi novimi izzivi, sploh če prihaja do kakšnih takšnih izrednih zadev, kot je bilo že prej omenjeno, kakšni begunci, kakšne bolezni, naravne nesreče, poplave, kar smo imeli. Seveda v takih situacijah se je potrebno na novo postaviti, na novo organizirati, na novo vzpodbuditi, na novo pomagati našim župnijskim Karitas, ker naše župnijske Karitas so nekako glavnina dela Karitasa, ne. So blizu prosilcem, so blizu terenu, prepoznajo stiske, vidijo stiske, nas o tem obveščajo in potem seveda mi na podlagi tega poskušamo pripraviti te oblike pomoči za njih, ne. Vsekakor nam je pa v prvi vrsti, da tem ljudem nekako pomagamo, da jih usposobimo do te stopnje, da so spet sami lahko postavijo na lastne noge, da sami znajo živeti, da jih pripeljemo do tega z vsemi temi našimi programi, ki jih imamo. Ne samo materialnimi, ampak tudi tukaj gre za ogromno zagovorništva, za ogromno opolnomočenja in za ogromno svetovanja ali pa tudi terapij, ki so jih potrebni naši prosilci, da potem lahko spet kolikor toliko usposobljeni stopijo v normalno življenje, ne. Še vedno so nam vsake take nove situacije izziv, jih poskušamo sprejeti, poskušamo ljudem pomagati na najbolj primeren način, je pa seveda potem vedno težava v tem, da potrebuješ za tako stvar nove prostovoljce, ljudi, ki obvladajo ena določena nova znanja, hkrati pa seveda tudi finančna stiska, da se take zadeve lahko naredijo, ne. Vsekakor pa želimo tem našim prosilcem biti v eno tako čustveno, duhovno oporo, da zmorejo, da znajo in jim povrniti te njihove resurse, ki jih imajo sami, da potem lahko naprej delajo, ne. Kakšne pa so usmeritve delovanja društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote? Ja, kot sem že prej, oziroma mogoče omenim svetega Vincencija Pavelskega, on je naš zavetnik, naš zgled, on je živel 400 let nazaj, ampak na nek način, če pogledamo njegove čase, niso bili tako zelo drugačni v tem pogledu uboštva, kakor so danes, v smislu tudi takrat veliko bogatstva na eni in veliko revščine na drugi strani. Tudi takrat ljudje oddaljeni od cerkve, cerkev razdeljena, oddaljena od ljudi in od svojega poslanstva in ubogi, odrinjeni na rob. In tudi Vincencij, podobno kot sem rekla prej za Frančiška Asiškega, tudi on je mu, da je sploh lahko, vemo, odprl pogled za vso to revščino, se je moral najprej srečati s svojo revščino in uboštvom. In ko se je to zgodilo, je vzljubil uboge in jih potem je pa kmalu ugotovil, da ima revščina veliko zelo različnih obrazov, se pravi, ni videl le izstradanih galjotov ali pa zavrženih dojenčkov ali pa lačnih revežev, ampak je na primer tudi v duhovnikih prepoznal neko uboštvo v smislu, mnogi so bili sami, osamljeni, pozabili so na svoja hrepenenja, ali pa recimo na drugi strani so bile bogate gospodične, ki so imele vsega zadost, ampak je prepoznal praznino njihovih življenj. In potem je skupaj z vsemi temi ljudmi iskal odgovore na stiske in še bolj pomembno je tudi vračal jim je dostojanstvo tudi na ta način, da jih je potem vabil v organizirano dobrodelnost in je videl, da najbolj pride naše dostojanstvo do izraza, ko se ne vrtimo le okrog sebe, ampak priskočimo na pomoč, ko poskrbimo za drugega, ko smo sočutni in potem so dejansko ti reveži pomagali drugim revežem, ne. In tako vidimo danes tudi mi, naše delo zelo podobno. Tudi danes vidimo teh mnogo različnih obrazov revščine in se trudimo v društvu ustvarjati prostor, kjer bo vsak sprejet z vsemi temi težavami, stiskami. In v konkretnem primeru so to za nas brezdomci, potem so tukaj odvisniki, potem so otroci, ki recimo spet imajo vsega v izobilju, imajo materialno, so preskrbljeni, pa jih starši mogoče ne vidijo ali pa ne vidijo na prav način. Potem so tu otroci, ki imajo tudi mogoče še učne težave, pa veliko mladih, ki se išče, pa veliko zakoncev, ki se srečujejo s tem, da jim je težko graditi ene lepe odnose, po katerih hrepenijo, pa številne družine, ki pač preprosto ne vedo, kako biti skupaj
In pač ljudje, ki čutijo, da je življenje mogoče prazno, ki si želijo nekaj več in skušamo biti z njimi. To pomeni konkretno v Ljubljani in Novi Gorici delujeta dnevna centra za brezdomce. Za brezdomce skrbimo tudi v zavetišču in v nastanitvenih enotah v Ljubljani. Na Mirnskem gradu pa deluje center za družine Mirnski grad. Pa tudi v Predosljah bo kmalu zaživela še hiša prostovoljstva. Tako da smo v 20 letih delovanja razvili strokovne in celostne programe pomoči in vidimo tudi, da so različna ministrstva in tudi občine prepoznale njihovo vrednost, zato se lahko pol financiramo z javnih razpisov, pa tudi z donacij, s pomočjo donacij dobrih ljudi, ki nas podpirajo pri našem delu. In tukaj spet podobno kot Vincenci ugotavljamo, da on je večkrat govoril, ljubezen je iznajdljiva in tudi ljubezen nagovarja. In vidimo, da ljudje res da radi podprejo dobro delo. Recimo dokaz za to je tudi naša akcija Vincencijev koledar. Bom zdaj izkoristila priložnost, da se zahvalim. Ta akcija je potekala zdajle v jeseni. V njej je sodelovalo več kot 90 naših prostovoljcev. Obiskali smo 230 slovenskih župnij in smo zbrali, ljudje so nam nekako podarili, prispevali 95 000 evrov in z njimi bomo lahko v bistvu obnovili staro hišo v Ljubljani, tako da se bo lahko naše delo z ljubljanskimi brezdomci nadaljevalo, kljub temu, da se nam v Plečnikovem podhodu zapirajo vrata. In tako da se na tem mestu res zahvaljujemo župnikom, ki so nas sprejeli, in vsem ljudem, ki so s svojim prispevkom podprli naše delo, tako da res iskrena hvala. Ja, prostovoljci in prostovoljstvo, to je srce karitativnih organizacij. Kako jih vključujete, kako jih privabljate, kako lahko vsa, torej širša skupnost postane bolj vključena in angažirana pri prostovoljstvu? To so zelo dobro vprašanje in če čisto po pravici povem, včasih se mi zdi, da nimam najbolj pravega odgovora, ker ko mislimo, da iznajdemo kak model dostopa do ljudi in vključevanja v prostovoljstva in deluje pri, če citiram sodelavko iz neke druge organizacije, pravi, nimamo problema pritegniti njihovo pozornost, ampak včasih je pa zelo problematično jih ohraniti, da na dolgi rok delajo v naših programih, ne? In to je ena taka stvar, mogoče lahko to pripišemo sodobnosti, sodobnem načinu življenja in časa, ampak naj to ne bo izgovor. Še zmeraj je pa treba ljudi ne samo pritegniti, ampak mogoče celo prikazati, da je prostovoljstvo nekaj, kar, če govorimo o koristi, deluje v obe smeri. Ne samo tistim, ki potrebujejo pomoč, in potem prostovoljci pomagajo izvajati neke dejavnosti, ki to pomoč zagotavljajo v kakršnikoli obliki, ali tako kot je rekla sogovornica tukaj, v obliki tudi do konca tudi terapij ali pa drugih programov ali pa kakih dolgotrajnejših načinov pomoči določenim skupinam ljudi, ampak deluje tudi v smer samega prostovoljca, ne? In to je nekaj, česar ne bi smeli pozabiti. Čeprav tukaj ne moramo govoriti o neki komerciali. Jaz dam nekaj za to, da nekaj dobim. Ne o tem, ampak govorim o učinku. In to včasih je dobro znova in znova izpostavljati, pa bom čisto priznal, osebno včasih pozabim, ko me ljudje vprašajo, zakaj je prostovoljc. Mogoče sem včasih imam preveč ta perspektivo nekega tunela, kjer iščem rešitev za določeni program, pozabim pa povedati, kak učinek ima to name tudi, a ne? Ker roko na srce, vsak od nas, odraslih ljudi, žal tudi pred odraslo dobo, smo izkusili nelagodje ali pa trpljenje ali pa stisko v mnogih oblikah. Ne bi se zdaj tukaj primerjali, ampak vemo, kaj je stiska. In zato mogoče je prostovoljcem ali pa ljudem lepo reči, da prostovoljci lahko tudi zato, da to svojo stisko lahko nagovoriš na nek način. In zanimivo je, koliko ljudi prisluhne, koliko ljudi je ravno to vstopna točka v to, da začnejo razmišljati, kako bi v svetu, ki toliko želi od njih, pa nihče nima časa, ne? Nima časa zase, je samo ali služba, ali druge obveznosti, ali družina, ali karkoli,
in niti ne pomislijo mogoče, da bi si pa ta čas prostovoljstva lahko vzeli tudi kot čas zase. Tudi kot pravim, ne samo, ampak tudi kot. In za marsikomu to da misliti in potem se pridruži in je kar nekaj časa z nami. Ne. Razumem pa vsekakor, da včasih recimo delo z mladimi, ne, pravim, za delo z mladimi, mladi ne potrebujejo bradatih, osivelih ljudi, ne, ampak potrebujejo mogoče kakšne mlade tudi. In v Sloveniji je pač taka okoliščina, da je Slovenija precej centralizirana in ljudje, ki pridejo študirati v Ljubljano, se nekoč tudi vrnejo v svoje kraje in na tudi to je treba računati, recimo, ne. Ampak, če pa nekako zasejemo to seme, dobro je delati dobro je biti prostovoljec v smislu skrbi za bližnjega, pozornosti do bližnjega, ki je v stiski, potem to seme gre naprej, ne? Potem mogoče se lahko tudi to naredi. In v tem je velik del tega zagovorništva, imamo prav besedo za to, ne? Zagovorništvo, ki je ključen in nujen del našega delovanja, čeprav spet se vračamo včasih v stiski po dobrih rešitvah, malo pozabimo na to, ne? Ampak to je pač odvisno od vsake organizacije posebej. Sem pa hvaležen vsem karitativnim organizacijam za to eno odprtost, ta en okvir, ker mislim, da se vsi zavedamo, da tukaj v pristopu do pomoči potrebnih, to je tako široko polje, da si ne hodimo v zelnike, ne, po domače rečeno. Kar je tudi eno od vprašanj, ki jih ljudje postavljajo. Zakaj bi delal za vas, zakaj ne bi šel v drugo organizacijo? In tukaj je moja lajna, stara, rečem, to je tako kot radio. Eni poslušajo rock radio, eni poslušajo kakšen drug radio. Veliko ljudi posluša Radio Ognjišče, ni stvar o tem. Važno je, da imaš rad glasbo. Glasba te približa drugim ljudem. No, mogoče malo poetično rečeno, ampak. Gospa Alenka Petek, prostovoljstvo v Karitas, kakšni časi so? Pri nas glavnino dela opravijo prostovoljci na naših župnijskih Karitas. Mi imamo preko 800 župnijskih Karitas in znotraj teh župnijskih Karitas čez 12,000 prostovoljcev in vsekakor to drži in je to res, da prostovoljce potrebujemo. Da se naši prostovoljci starajo, da si želimo mlajših prostovoljcev, da si želimo mladih, da si želimo generacijo teh prostovoljcev pred upokojitvijo, od katerih potem pričakujemo, da z upokojitvijo postanejo malo bolj aktivni pri nas, tako da ves čas zdaj že v zadnjih letih nagovarjamo preko naših izobraževanj, preko naših seminarjev takšne prostovoljce in seveda to je dolgotrajen proces. To ni tako, da bomo kar od danes na jutri dobili, ampak ko gledamo letno statistiko, ko te stvari proučujemo, ugotovimo, da vsake take prošnje zaležejo in da pridobimo določeno število teh novih. Je pa res, da so ti vzgibi, zakaj se nekdo odloči za prostovoljstvo, različni. Izredno smo veseli tudi takšnih, ko so nekoč tudi sami izkusili kakšno stisko, ko so bili v stiski, ko so to stisko premagali ob pomoči naših prostovoljcev, naših sodelavcev, naših Karitas in da potem želijo tudi dobro delati in povrniti tudi drugim ljudem na ta način. Takšni prostovoljci so izredno dobrodošli in tudi takšni prostovoljci potem znajo oziroma v določenih trenutkih tudi malo bolj razumejo človeka v stiski, ker so že čez eno takšno določeno pot, čez eno tako določeno stisko šli. Ker v zadnjem času je res pomembno, je potrebno, da so ljudje, prostovoljci takšni, ki so sočutni, ki znajo poslušati, ki znajo prisluhniti, ki imajo empatijo, da potem lahko pomagajo sočloveku v stiski. Naši prostovoljci opravljajo zelo različna dela, od tega, da delijo hrano, od tega, da poslušajo, od tega, da človeka spremljajo na razne ustanove, da jim pomagajo pri reševanju raznih vlog, od tega, da jim pomagajo pri pisanju vlog,
ali pa čisto od tega, da jim delajo družbo, a ne. Tako da marsikdo pove, da koliko mu to prostovoljstvo pomeni, da prej sploh niso vedeli, koliko lahko tudi oni na račun tega, da so prostovoljci, dobijo nazaj, a ne. Vem, da je veliko teh gospa, ki pridejo, pa pravijo, ja, jaz bi pa nekaj prostovoljnega delala, pa ne vem, kaj bi, pa kako, pa ne vem, če znam, a ne. Če sem dobra, če nisem, če bom zmogla, oziroma če bodo ljudje zadovoljni, a ne. In potem se jih veliko takih vključi čist v obiskovanje starejših, v družabništvo, v sodelovanje v kakšnih skupinah medgeneracijskih, ne. In potem tam dobijo en svoj nov zagon, en svoj nov polet, eno svojo novo vlogo, ki jim tudi njim ogromno pomeni, a ne. Ker prej pravijo, ja, izgubila sem moža, sem sama, ne vem, kako si izpolniti življenje, in to je potem ena takšna stvar, ki je motivacija, ki je vodilo tudi za te prostovoljce naprej, a ne. Ne samo za te ljudi, ki so v stiski, a ne, ki dobijo. Ja, mi smo pa itak društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Že samo ime pove, tako da na nek način že v temelju naše delo temelji na tem, da razvijamo, spodbujamo, krepimo prostovoljstvo, in potem preko prostovoljstva odgovarjamo na stiske. Tako da v našem društvu je nekaj več, verjetno precej, že kar nekaj več kot 150 prostovoljcev. Zdaj eni se bolj vključijo v to delo, ki pomagajo v centru za družine, učno pomoč nudijo otrokom, če so bolj oddaljeni, se lahko izvajamo te stvari tudi preko videokonferenc na daljavo, tako da je vsak dobrodošel. Ali pa seveda pri delu z brezdomci, kjer pomagajo pri deljenju hrane, pri deljenju oblačil in tako naprej. In vidimo, ja, da ostanejo v resnici tisti prostovoljci, ki je bilo prej vprašanje, ki si jim ti nekako zmogo nuditi en prostor sprejetosti, ki se čutijo tukaj sprejeti pri nas, ki je prostor tudi za njihove težave in probleme, taki potem tudi ostajajo in so z nami in gradijo to mrežo naprej. Tako da smo tukaj, nam je res zelo pomembno, da ne ostanemo na ravni, da smo en servis ali pa ena socialna storitev in oni so pač nekdo, ki smo jih zorganizirali, postavili na določeno delovno mesto, ampak da smo v bistvu ves čas razmišljamo tudi o njih in o njihovih stiskah in o njihovih željah in kje so oni, kaj lahko ponudimo njim za njihovo osebno rast. Tako da smo razvili program Šola prostovoljstva. In to na nek način pomeni, to so delavnice, recimo, na katerih se zelo veliko pogovarjamo, pa ne le o našem delu, kako nam je šlo ali kako je z uporabniki, ampak veliko tudi o nas samih. Če recimo govorimo o tej skupini prostovoljcev, ki delamo z brezdomci, mi se veliko pogovarjamo o tem, kaj nam pomeni doma, ne? Kje ga mi iščemo, kako ga lahko mi gradimo, po čem sami hrepenimo, in ugotovimo, da smo mogoče v marsičem podobni našim fantom, s katerimi se potem srečujemo v dnevnem centru. In tako je na nek način ta revščina, ki je v nas, revščina v narekovajih, ker so to zelo lepe stvari, žal pogosto ostanejo skrite v današnji družbi, ampak so lih v tej krhkosti, teh hrepenenjih tam je nekaj dragocenega in to je v bistvu ta pot do ubogih, pot do sočutja, in potem je res lahko tudi prostovoljsko delo bolj kvalitetno in bolj nagovarja in se lahko bolj približamo brezdomcem, recimo v tem primeru. In verjamemo, potem vidimo, kakor sta že povedala tudi sogovornika, da ljudem tako delo vrača smisel, jih napolni njihovo praznino, jim daje občutek polnosti, dostojanstva in zato potem ostajajo. In potem tukaj naš nadaljnji korak je, da ker vidimo, da to vrača dostojanstvo in veselje in smisel, na nek način k prostovoljstvu potem vabimo tudi tiste, za katere smo prej skrbeli, se pravi tudi naši brezdomci potem se učijo pomagati kot prostovoljci, recimo pri skrbi za dnevni center, pri pripravi hrane, na Mirnskem gradu skrbijo za vrt, za živali, pomagajo v delavnicah in tako naprej. In tega tudi otroke učimo, recimo na Mirnskem gradu, v centru za družine, imamo tako imenovano malo šolo prostovoljstva in že otroke mičke naučimo, da je lepo, če lahko tudi oni nekaj koristnega naredijo, če komu pomagajo, in nekako, da bi jim tudi ta način razmišljanja, način življenja zlezel pod kožo že kot majhnima, ne. Tako potem
odkrivamo vsi skupaj, vsak na svojem področju, to dostojanstvo, ki, kakor pravi Vincenci, res pride najbolj do izraza, kadar lahko služim. Takrat sem nek način kot človek najbolj podoben Bogu, ki je prišel na svet, da bi služil. Spoštovani sogovorniki, predstavniki Društva Malteška pomoč Slovenije, Društva prostovoljcev Vincencieve zveze dobrote in Škofijske Karitas Ljubljana, najlepša hvala za pogovor v našem studiu na ta svetovni dan ubogih. Hvala. Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Največje verske skupnosti v Sloveniji so v izjavi za javnost poudarile, da je zakon o asistiranem samomoru zaradi nedopustnega posega v človekovo življenje nesprejemljiv. Zapisale so, da ima vsako človeško življenje svojo neodtujljivo vrednost, vse do naravne smrti. Več o tem pa v prispevku Marjane Debevec. Zakon o asistiranem samomoru po mnenju 7 največjih verskih skupnosti nasprotuje načelu nedotakljivosti človeškega življenja. Namesto usmrtitve spodbujajo lajšanje bolečine in zagotovitev človeške bližine, tudi z okrepitvijo mreže paliativne oskrbe. Uzakonitev pomoči pri samomoru bi med mnogimi hudimi posledicami med drugim pomenila tudi nevaren premik, saj bi družba začela razlikovati med vrednimi in manj vrednimi življenji. Bolni in ostareli pa bi se lahko počutili kot breme. So med drugim zapisali v izjavi, ki jo je prebral tiskovni predstavnik Katoliške cerkve Gabriel Kavčič. Naš nauk je, da nihče nima pravice ubiti človeka, nihče nima pravice pomagati pri tem. O tem govori že Mojzesova knjiga. Je bil jasen predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Spomnil je, da imajo le redke zahodne države uzakonjeno evtanazijo. Če vprašate recimo Ukrajince, je bila ena gospa zdaj na eni konferenci v Nemčiji, ki se o tem tudi pogovarjajo, pa je rekla, veste, to vprašanje za nas ni aktualno, mi bi radi živeli. Poglejte afriške narode, azijske narode, praktično nikjer to vprašanje ne pride na površje. To vprašanje pride na površje, ker je blagostanje, kjer ljudje se želijo rešiti bremena staranja, je vprašanje denarja, vprašanje organov in tako naprej. Temu je pritrdil tudi mufti islamske skupnosti Nevzet Porić. Ker živimo v demokratični družbi, lahko vsak pove, kar misli, tudi verske skupnosti, je poudaril. Kot verniki nikoli ne moremo pristati na dejstvo, da obstaja možnost, da nekdo sam sebi odvzame življenje. Tukaj je naša zgodovinska dolžnost kot predstavnikov verskih skupnosti, da opozorimo na to zadevo in da na nek način postanemo korektiv družbe, v kateri živimo. Zato je vernike pozval, naj na referendumu glasujejo proti. Pri tem ga je podprl tudi evangeličanski škof Leon Novak, ki je spomnil, da je kar 75% Slovencev verujočih. Superintendent Binkoštne cerkve Daniel Grabar, ki je tudi zdravnik, pa je spomnil na pomen duhovnega spremljanja, ki ljudem v zadnjem obdobju lajša trpljenje. Navedel je primer gospoda, ki je bil zaveden komunist, ob koncu življenja pa je zelo trpel. Njegova žena ga je prosila, naj pride molit zanj. In svojci so prišli čez 2 dni vprašati, kaj ste jim povedali, tako mirno umrl. Po tistem pogovoru z vami se je sprostil, sprejel stvar, kot da je nehal trpeti. Mufti Porić je ob tem pozval še k ohranjanju tradicionalnih vrednot, ki vključujejo skrb za lastne starše, vse do njihove smrti. Zaradi potrošništva je namreč družba odrinila starejše ljudi. Izjavo so poleg omenjenih podpisali še Aleksandar Obradović iz Srbske pravoslavne cerkve, Dimitar Gazinovski iz Makedonske pravoslavne cerkve in podpredsednik Judovske skupnosti Slovenije Igor Vojtic. Poslušali ste oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, pripravila sem jo Petra Stopar. Želim vam prijetno in blagoslovljeno nedeljo. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.